Tokokrog z božičnimi lučkami. Z elektriko se danes srečujemo na vsakem koraku, zato jo že kot mladi začnemo spoznavati in se v njej učiti. Tokrat bi to storili s pomočjo poskusa, ki se imenuje tokokrog z božičnimi lučkami. Električni prevodnik je snov, ki dobro prevaja električni tok. Poznamo tudi slaboprevodne, neprevodne snovi oziroma izolatorje in polprevodne snovi. Dobri prevodniki so na primer aluminij, zlato in baker. Izolatorji pa so na primer guma, steklo ter les. V našem poskusu bomo kot prevodnika uporabili aluminijasto folijo ter grafitni svinčnik. Električne naprave delujejo, če so del sklenjenega električnega kroga, ki ga sestavljajo viri električne energije ter električni prevodniki in porabniki. Pri našem poskusu bomo za vir energije uporabili 2 bateriji. Električna porabnika sta vezana zaporedno, če imata eno skupno točko in skozi oba porabnika teče isti električni tok. Delovanje zaporedno vezanega porabnika je odvisno od drugih porabnikov v vezavi. Na zaporedno vezanih porabnikih z večjo upornostjo je večja napetost in obratno. Z naraščanjem števila zaporedno vezanih porabnikov tok in napetost porabnikov padajo. Če pri zaporedni vezavi pri posameznih uporih izmerimo napetost, vidimo, da ta ni povsod enaka. Tako lahko ugotovimo, da se napetosti pri zaporedni vezavi seštevajo. Vzporedno priključevanje električnih naprav je najpogostejši način, kjer sta električna porabnika povezana v 2 točkah. Tako so porabniki v taki vezavi priključeni na isto napetost. Delovanje tako vezanih porabnikov je neodvisno od drugih vzporedno vezanih porabnikov in skozi vzporedno vezane porabnike z večjo upornostjo teče manjši tok in obratno. Vsota vseh tokov skozi vzporedno vezane porabnike je enak toku, ki teče iz izvora. Za poskus potrebujemo papirnato podlago, aluminijasto folijo, lučke, 2 grafitni mini, lepilni trak, 2 bateriji ter škarje. Najprej s pomočjo škarij razrežemo božične lučke ter olupimo plastični ovoj, tako da vidimo žičke. Aluminijasto folijo razrežemo ter prepognemo na trakce. Lučke poljubno, vzporedno ali zaporedno, povežemo v tokokrog z aluminijasto folijo, ki jo prilepimo na podlago. Nanjo pa še lučke ter bateriji. Namesto folije lahko na 2 mestih uporabimo tudi grafitni svinčnik, saj prav tako deluje kot prevodnik. Če smo vezavo dovolj dobro pritrdili, lučke ob stiku baterij zagorijo. Poskus je uspel.